No, če bi mogoče za uvod najprej samo rada povedala, kako je ta številka nastala. Ta številka Maske, ki je nekako prva, ki sledi naši seriji jubilejnih 200 številk, je nastala nekako iz nuje. Nastala je, ker se je na kulturno-političnem področju zgodilo preprosto toliko stvari, da se mi nismo več mogli ukvarjati z našo ozko temo uprizoritvenih umetnosti, ampak se nam je zdelo, da je nekako nujno, da se pomudimo ob teh vprašanjih, spravi nekih aktualno-kulturno-političnih vprašanjih, ki so se zadnje leto res kar vrstila. Problemi so se vrstili, težave so se vrstile. Tako da nekako potem pod to neko silo nujnosti smo se odločili, da bomo cel tematski sklop posvetili problemom, se pravi tem aktualnim problemom, od katerih mogoče izstopajo problemi, ki jih je nekako zakuhalo aktualno Ministrstvo za kulturo s celo serijo kadrovskih menjav na vrhovih institucij, kulturnih institucij, o čemer je podrobneje pisala Tjaša Koreber. Potem ena velika stvar tudi, ki se je, vsaj za naše polje, velika stvar je tudi ta, da so se zamenjale vse komisije, strokovne komisije na Ministrstvu za kulturo in to se pravi potem, ne potem, ko bi se jim iztekel mandat, ampak je tukaj prišlo tudi do neke menjave zakona, ne, se pravi s to pretvezo, da se je potem lahko naredila precej očitna politična nekako ta menjava strokovnih komisij. Seveda vseh teh posledic te menjave še nismo doživeli, to nas verjetno še čaka, ampak bomo videli. Poleg vseh teh nekih manjših kulturno-političnih zadev so se zgodile neke večje stvari, ki so pretresle celo našo skupnost, javnost, vsaj to sredino, v kateri mi delujemo, v kateri smo delovali, dve večji taki sta sigurno Rok, ne, ki ga je MOL sredi epidemije porušil in to na način, ki nekako se je zdel zares pritlehen, se pravi brez nekih opozoril sredi epidemije. Tako da v bistvu se je tukaj izkazala neka tudi bližina med mogoče aktualno vlado in tudi neoliberalno vlado mesta Ljubljane. Tako da mogoče to je bila ena taka velika stvar, ki se nas je nekako vseh, ko smo tudi delovali v Rogu, zelo dotaknila. Še druga velika stvar je pa seveda tudi Radio Študent. Radio Študent, ki je utrpel tako udarec strani ŠOV-a, kot tudi kasneje strani Ministrstva za kulturo, kjer na razpisu sploh ni dobil nobenih sredstev. Zdaj, vseh teh stvari se nekako neposredno ali pa posredno dotikamo tej številki. Poleg vsega tega se nam je zdelo, da je nujno se dotakniti tudi enega večjega vprašanja spolnega nasilja na področju uprizoritvenih umetnosti posebej, ampak širše, se pravi, s primerom Mije Skrbinac se je ta rana nekako odprla, tako da smo potem s člankom Anje Radaljac Spolno nasilje, o čem govorimo, ko govorimo o sistemskih rešitvah, poskušali tudi to temo nekako v Maski obeležiti in ona nekako poskusi nastaviti nekatere sistemske, kaj to pomeni, kakve bi bile sistemske rešitve tako velikega problema, ki je nekako tako zakoreninjen v samostroj delovanja te umetniške zvrsti. Zdaj, mogoče zanimivo je, da te bolj kulturno-politične, neposredno kulturno-politične teme pa ukvirjata nekako dva članka,
ki sta mogoče malo drugačne narave, in sicer članek Vida Bešterja za Slavo, ki govori o državnih proslavah. Jaz sem Vida mogla kar malo masirati, da je pol se vendarle lotil in napisal ta članek, ker se mi zdi res pomemben, ker se mi zdi, da se je bila zdaj zelo nekako očiten shift se je zgodil tudi v tej estetiki proslav, ampak biti nekako širše pogleda na na sam fenomen proslav in ga poskuša nekako širše obravnavati, vendarle se mi pa zdi, da je se v zadnjih, se pravi, ne na zadnje smo na proslavi ob osamosvojitvi gledali Orbana, Plenkovića, gledali smo Kurza, glavnem gledali smo pa tudi Kan, recimo, tako da se mi zdi, da je to nekaj, kar je zanimivo pogledati tudi iz vidika prizoritvenih umetnosti, ne nazadnje. Tako da to je en tak bolj igriv članek za nekako uvod tega sklopa. Zaključujemo pa z člankom dveh madžarskih prijateljev, Zsolta Vita-Švoldija in Marjota Nemeša, tako imenovanih hungaro-futuristov. Nekako to je pa en članek, ki nekako mogoče malo nakaže neko perspektivo iz tujine, se pravi Madžarska, ki je nekako tako globoko v tej višegrajski godlji in je potem mogoče ta njun članek nek prikaz neke drugačne strategije izhoda, ki ni strategija samo z nekim negiranjem in na nek način upiranjem, ki je že postalo brezplodno, ampak gre za neke vrste subverzijo z pretiranim potrjevanjem nekih zelo, recimo, nacionalističnih tendenc. Mogoče podobno, kar so tudi NSK delali pri nas pred časom. Zdaj, ne vem, mogoče je zanimivo tudi to, no, da na primeru RŠ-a nismo govorili neposredno o RŠ-u, ampak je Tomaž Zanjuk se lotil študentskega organiziranja od samih začetkov in je potem nekako to zgodbo pripeljal do tega, kako se je nekako izrodila ta neka tendenca, ki je potrjevala in afirmirala študentsko organiziranje v obliki alternativne kulture, kako se je to izrodilo, ta neka ideja, te neke vrednote, kako so se potem izrodile s temi zadnjimi šovovskimi, oziroma ne samo zadnjimi, ampak še nekaj časa trajajočimi šovovskimi podjetniškimi manjori, no, mogoče tako. Ne vem, mogoče toliko za nek uvod, ne, kaj ta številka vsebuje, zakaj je ta številka tukaj. Rok, mogoče še ti kaj. Mislim, poleg temata. Pardon, samo še to. Rok je nadomestil Aljo Lobnik pri uredništvu Maske, tako da zdaj to počneva z Rokom skupaj, tako da je to najna nekako prva skupna številka. Drži. Lepo, hvala. Ob tem tematu pač ohranjamo tudi stalne rubrike, kot so Neodvisni, v kateri imamo 3 prispevke, pa Scenske drobtinice, dodali smo pa novo rubriko Bralni krožek, ki je pa posvečena kritiki oziroma recenzijam teoretskih, zgodovinskih pregledov prizoritvenih scenskih umetnosti. Zdaj, Pija je začela z to nujo, da smo pač to številko, da pač izhaja iz neke nuje, da je neobhodno, da jo predno se lotimo drugih stvari, nekako popišemo zadnje leto. Pa me v bistvu zanima, čisto za uvod, prihajate iz, mislim, imamo 9 člankov, tukaj so prisotni 4 avtorji, mogoče nismo še vseh predstavili, pač Kaja Kraner, Vid Bešter, Tomaž Zanjuk pa Tjaša Poreber. Pač, ali ste tudi vi, mislim, v tem kontekstu, tudi ste vi občutili to neobhodnost ob tem pisanju, ali se vam je zdelo, da pač ste nekaj, kar je treba popisati, ali je to čist pač ena tema, v kateri ste pisali, mogoče glede na vaše pač
kaj ti si bila v strokovnih komisijah, pa si pisala pač o tem, ti si v bistvu urednik, ampak tako čez neke druge pozicije verjetno gledaš na celotno problematiko. Vidva ste tako velika poznavalca pač kulturnih politik, da mogoče to za začetek. Ni treba po vrsti, pač kdo ima že kaj na jeziku. Tako jaz, ne. Pač jaz sem članek pisal, ja, gotovo iz neke nuje, ne. Nuje ne samo nad tem, da se opozori na neke temeljne postulate kulturno-političnega modela, za katerega danes že lahko rečemo, da smo ga imeli, ker ga več nimamo, ne, ker so se vmes pač porušili, ne, ki je bil nek model, ki je vse natežil k temu, da vključuje, ne pa da izločuje in politično delegirano določuje, kadruje, tudi javno sofinancira in podobno. Torej, gotovo je to samo dogajanje na področju kulture, ne samo na področju danes tako imenovane neodvisne kulture oziroma nevladne kulture in posameznikov in samozaposlenih v kulturi, ampak širše, ne, je bil nek poriv, no, da sem se tega pravzaprav lotil. Delno se članek prekriva z neko raziskavo, ki jo že več časa opravljam v zvezi z zgodovino in pravno-organizacijskimi oblikami Radia Študent, ki je pač, glede na to, da je njegov ustanovitelj, so študentske oblike organiziranja od 1969 naprej pač neposredno, direktno povezan z študentskimi oblikami organiziranja, kar pa mi se še posebej zdelo nujno mogoče v tem članku posebej izpostaviti, še posebej tudi glede na ta kontekst 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije, da medtem, ko se zgodovini in predrugača zgodovina same osamosvojitve, pravzaprav ful malo vemo, ne, o zgodovini neodvisne kulturne scene pri nas. Ne. Zdaj ne vem, meni čisto tako na prvo žogo v tem članku je en od bolj pomembnih podatkov, da stavba, ki sta jo MOL in ŠOU v Ljubljani prodala privatnemu gostincu na Kersnikovi 4, je bila leta 1983 zaskvotirana strani punk ekipe iz Leninovega parka. Od leta 1983 naprej so istočasno v njej domovale številne organizacije neodvisne kulturne scene. Škuc, Ana Monroe, Fabe, ne vem, 4 nadstropja. Govorimo o 4 nadstropje, velike stavbe. Ne. Danes je ta stavba prestala v privatni lastnini. To je še en primer, ne, kako se v bistvu neodvisna kultura in nasploh neki prostori, ki se upirajo neki te neoliberalistični, kapitalistični logiki, ne, pravzaprav izrivajo iz mestnega jedra in je enako po mojem prepričanju pomembna kot Rog, ki je bil prav tako zaskvotiran prostor. Ne. Ampak kar se je vmes pač pozabil, da je Kersnikova bila tudi zaskvotiran prostor, ne, za neodvisno kulturo in zelo pomemben prostor, še posebej cela 80. Pa tako na lastni koži lahko in tudi cela 90. Tako da gotovo, ja, je tudi ta moj članek bil posledica neke te nuje, pa tudi neke potrebe, da se daleč od tega, da so tukaj predstavljeni vsi vidiki. No. To je bil nek poskus, mogoče celo nek začetek tudi mojega lastnega nadaljnjega raziskovanja te tematike. Ne. Še posebej, ne vem, Forum Ljubljana je ena organizacija, katera je, tako se ful v njej malo ve, no, pa je obstajala leta 1968 in bila ful pomemben faktor pri izpostavljanju študentskega gibanja, ki je od samih svojih osnovnih ustanovitvenih komponent vse skozi vsebovalo tudi to neko neodvisno, umetniško, kulturno komponento. To mogoče se ne Če lahko jaz. Jaz sem v bistvu o tem začela pisati zares na vajno povabilo, ne, ampak sem ga bila v bistvu zelo vesela, zaradi tega, ker se mi zdi, da ko prihaja do pač teh posameznih menjav, ne, pride ogromno momentalnega ogorčenja,
in se zelo velikokrat v bistvu tudi personalizira, ne, češ poskuša se zrušiti enega, grede sem pisala pač o menjavah v javnih zavodih oziroma muzejih, bolj natančno, in je to velikokrat v bistvu zelo personalizirano, da gre za neko osebno vendeto proti specifičnim direktorjem, ne. Oziroma povedano drugače, v bistvu velikokrat se tudi zgodi, da zgleda, da je ta boj proti menjavam direktorjev, a ne boj za specifičnega direktorja, ne. Ker pač jaz mislim, da gre v bistvu v tem primeru za eno redukcijo v bistvu tega problema, ki se pri nas dogaja in roko na srce se je dogajalo tudi pod drugimi, ne samo pač desnimi vladami, ne. In naravno zaradi tega sem bila v bistvu vesela izziva, da lahko zelo sistematično pokažem z temi zelo faktičnimi koraki, kako v bistvu je prišlo do teh menjav, ker pač članek je v bistvu ena dolga kača v bistvu samo faktov, ne. Tako da bom cenila vsakega, ki se prebije čez njih. Se bere kot kriminalka. Ja. Ker so taki fakti. Ja, res je. In to, kar se mi zdi v bistvu zanimivo je, da potem, ko to daš na papir, lahko stopiš korak nazaj in v bistvu vidiš en tak zelo sistematičen načrt, v bistvu razgradnje pač institucij, ne zato, ker je, oziroma bom rekla drugače, jaz sicer ne verjamem v te blazne teorije zarote, ne, tako da sem tukaj vedno zelo previdna, ampak zdi se mi, da hote ali pa ne hote je pač posledica v bistvu tovrstnega delovanja strani vlade oziroma oblasti dolgoročno oziroma v resnici že kar precej kratkoročno izginjanje v bistvu javnega prostora, znotraj katerega ti dejansko lahko misliš pač kritično, kjer se lahko zoprstaviš v bistvu dominantnim oblikam zatiranja in tako naprej. In ravno zaradi tega se mi zdi pomembno, da se zavedamo tudi, ko bomo imeli recimo eventualno enkrat najbrž naslednjo vlado, ki morda ne bo desna vlada, ne, se bojim, da bo zelo hitro prišlo do tega, da bomo zelo zadovoljni že sam s tem, ker pač bojo te menjave mogoče nam ljubše ali pa morda bodo manj nasilne, kot je bila ta, ampak to, kar se moramo zavedati in kar ta članek v bistvu pokaže, je, da so vse te menjave potekale ob sicer zelo široki interpretaciji zakonskih predpisov, ampak še vedno globoko znotraj pač pravnega sistema. Dejstvo je, da v Sloveniji si nobena vlada do zdaj ni upala dati stroki oziroma kulturni politiki avtonomijo, ki bi dejansko lahko zaščitila v bistvu pač institucije pred tem, da se zgodi to, kar se dogaja zdaj. Skratka, da je ta kadrovski cunami v bistvu pač totalno radira v bistvu to polje nekih potencialov, ne. In jaz mislim, da tukaj je zares lekcija pač vseh teh menjav, ne, ker ni, pač direktorji pridejo pa grejo, ne, seveda njihove dediščine so potem bolj ali manj varovane in zagotovo pač tovrstne institucije niso odvisne samo od svojega vodstva, ne, ampak tudi od neke pokončnosti in zmožnosti v bistvu osebja, ki v njih deluje. Ampak ne glede na to, jaz mislim, da ključna lekcija je, da se moramo v bistvu vprašati dolgoročno, a želimo in verjamemo v to, da ima kultura lahko avtonomijo in potem v bistvu, a obstaja vlada, ki je pripravljena dati v bistvu, kako se temu reče po slovenščini, arm's length, skratka, vzpostaviti distanco sebe do nekih mehanizmov nastavljanja direktorjev in s tem omogočati v bistvu bolj avtonomni razvoj institucij ali pač ne, zaradi tega, ker si hoče vedno ohraniti v bistvu pravico do tega, da bo lahko menjala ljudi za svoje, a ne. In to mislim, da je eno tako veliko vprašanje, seveda je pa tukaj tudi nekaj takih čisto zabavnih primerov, recimo neko ena izmed zdaj imenovanih direktoric, ki jo je menjala na isti način prejšnja leva, domnevno leva, ekstremno sredinska vlada, je seveda v bistvu se zelo veliko sklicevala na to, da je pač treba spoštovati predpise, da se morajo pač civilna družba pač zganiti, zaradi tega, ker jo pač ta prejšnja vlada ruši in potem seveda ona ponovi krog sam, da je zdaj ona tista, ki menja nekoga, ki so ga zrušili na isti način, kot so prej njo iz enega drugega muzeja. Skratka, zgodovina se ponavlja in včasih je pomembno se zavedati, da se te stvari ne dogajajo pač na način neke protipravnosti, ampak se dogajajo znotraj sistema, ker je pač sistem problem. Meni se zdi
tako širše nujno, če se ukvarjaš z umetnostjo na kakršen način razmišlja tudi o kulturni politiki. V primeru tega članka se mi je pač glede na neko mojo predhodno ukvarjanje z temo kulturne politike v slovenskem kontekstu, predvsem na primeru vizualno-umetniškega polja, zdelo zanimivo pač premisliti, če zdaj gre tu za neko recimo novo paradigmo v zadnjem letu, glede na dogajanje v zadnjem letu. In načeloma mislim, isto se mi zdi, recimo, pač primarno je bilo pač povabilo nekako osredotočeno, da se dotaknem teme strokovnih komisij in pa pač novega pravilnika o strokovnih komisijah, ki je bil sprejet decembra lansko leto, ker pač sem potrečeno delovala v strokovnih komisijah in se mi je bila zanimiva recimo to, mislim, da sem nekako pokazala v članku, ta neka, mislim, po moji analizi gre za precej neko bolj heterogeno pozicijo te kulturne politike, ki je zdaj, ki se zelo, se mi zdi, strateško glede na situacijo spreminja, so zelo različne pozicije, čeprav ne vem, nekako z nekim širšim pogledom je mogoče neka zelo jasno, v katero smer gre, ampak recimo čisto ta neka legitimacija nekih kadrovskih menjav je na podlagi, to je sploh jasno v tej javni izjavi oziroma odzivu na 150 akademikov, ki je bilo objavljeno na spletni strani ministrstva, je pač neka radikalna politizacija vse predhodnih nekih kadrovskih menjav, kjer se eksplicitno reče, sistem je političen, kadrovske menjave vedno potekajo na političen način v neki relaciji z realpolitiko, neka avtonomnost strokovnjakov je pač fikcija in podobno. Hkrati pa recimo moja izkušnja dela v strokovni komisiji, še posebej za samozaposlene, je pa bila neka težnja po radikalni depolitizaciji dela strokovnih komisij. Skratka, ta nek pritisk, ki so ga predstavniki ministrstva vršili na članice strokovnih komisij, ki bi naj bila pač neka avtonomna posvetovalna telesa, je bil ravno to, da depolitiziramo svoje delo. Skratka, da res zvedemo delo na neko golo preštevanje referenc in pač nikako ne vključujemo nekega našega znanja, ker pač načeloma smo vse delovali v polju nekih znanja, skratka iz terena, kjer pač gre za neke radikalne razlike glede na to geografsko, kdo kje deluje, glede na, ne vem, generacijska pripadnost. Skratka, mislim, da je zelo težko aktualno kulturno politiko zajeti kot neko koherentno, ker mislim, da kot rečeno, da je njena specifika, da se taktično umešča in spreminja neko pozicijo in legitimacijo predvsem tudi. Pač v primerjavi z ostalimi temami, ki so obravnavane tukaj, so proslave, državne proslave relativno obstranska reč, tudi če so še toliko drugačne, kot so bili prej, in v tem smislu tudi meni se sicer ne bi zdelo nujno zdaj, pač pisati o državnih proslavah. Je bilo pa zanimivo, ker se mi zdi, da mogoče lik zato, ker so toliko postranske, mogoče lik zato, ker se pač tičejo predvsem nekih čist prepričanj političnih, tistih, ki jih izvajajo, da se pač lahko zelo lepo jih izkoristi za to, da se mogoče malo špekulira o tem, kje in kaj ti ljudje razmišljajo, oziroma kakšna je mogoče kakšna so mogoče njihova idejna izhodišča, pač s tem, da je to seveda vse precej spekulativno, ker tako kot so rekli že nekateri moji predhodniki, je neko koherenco v tem, kar se dogaja najbrž relativno težko poiskati, predvsem zato, ker itak nočejo dajati nekih pojasnjevalnih izjav, mislim,
niso ful nagnjeni k temu, da bi se opravičevali ali pa razlagali to, kar delajo, ampak ostajajo za to relativno stopni popa. Pač se prepuščajo spekulaciji ljudi, ki imajo pač čas za to, da se s tem ukvarjajo. Mogoče, ne vem, te državne proslave se mi zdi v zadnjem letu res postale kot neke vrste simptom. Kar najkrat se pogovarjamo o državnih proslavah, prej se nihče nikoli, kot si ti opazil, to je pač obstranska zadeva, ne? Državna proslava pride gre, ne? Ampak mi se pogovarjamo o državnih proslavah, predvsem o tem, da uporabljajo PowerPoint, da uporabljajo iStock Photos, da ne vem, da uporabljajo kan plesavke, tako naprej. Ne? V tem smislu smo se začeli zelo o tem pogovarjati in v tem smislu se mi zdi, da se je tukaj res pokazal zelo dober kot simptom nek shift tudi v tem, kako recimo ta aktualna vlada razume kulturo, ne? Na kaki ravni jo razume, ne? Kako, kaj za njih pomeni, da je samo v bistvu neka utilitarna zadeva, ki potrjuje neke ideološke predpostavke. Ne? Medtem, ko se mi zdi, da je tisto, ne vem, na čemer temelji alternativna kultura, ne, temeljila ves čas, ne vem, 80-ih, še prej, ne, je res nekaj popolnoma drugega. Ne. In je mogoče res tukaj se pokazal nek tak shift, ne, skozi tak fenomen proslav. Ja, mislim, jaz bi sam to mogoče tukaj dodal kot eno opombo, da smo mogoče to šele zdaj zares očitno opazili, ker proslave tudi pred tem niso bile blazno estetsko dovršene, tudi dramaturško ne. Pač bili so neki igralci, ki so recitirali neko poezijo, če malo poenostavim, v bistvu imaš drugače kot neka osnovnošolska državna proslava. Z eno izjemo, dobro, verjetno je bila še kakšna, ampak ena od njih je bila to, da so leta 2008 pod Simonitijem ob 8. februarju postavili kar opero v Cankarjev dom. Tako da mogoče tukaj lahko tudi neko razliko v tem, kaj mogoče s čim se jim zdaj zdi vredno ukvarjati, lahko opazno, čeprav zdaj od začetka predsedovanja je bil tudi balet, pa to ne, ampak kakorkoli. Ja, mislim, da gre predvsem za to, no, da pač smo te državne proslave pa zelo dolgem času pač opazili, kar mogoče ni dobro, zares. Mislim, pač, ker prej so bile res nedogodki, ne? Mislim, pač tudi govori so bili čista. Se ne, da se je zdaj to toliko zelo spremenil, sam pač sprememba pa je vseeno očitno. Mislim, forma ostaja, ampak vsebina se je pa je ratala še bolj patetična. Pač, ja, mogoče to, kar je Tjaša tudi prej rekla, ne, v tem smislu, vse poteka znotraj ustaljenega sistema, ne, ampak da je vse to možno znotraj tega ustaljenega sistema, je verjetno zelo velik problem, ne, ker že prej so potekale kadrovske menjave, ne, da že prej se je, ja, v tem smislu, vse to se je že dogajalo. Vse to je na nek način tudi očitek te vlade, ne, da oni samo nadaljujejo v tem smislu, prej ste vi to dela, zdaj pa mi, pač neka ta neka politika resentimenta, ne, v tem smislu. Mi bomo zdaj točno tako, kot vi, ampak še dosti bolj eksplicitno, ne, boste že videli, ne, malo je ta neka podtalna neka dometja, v tem smislu. Jaz se to vsekakor strinjam, je pa po drugi strani vseeno nekaj specifik. Ne. Recimo, če pogledamo menjave v bistvu v javnih zavodih, ne, je dejstvo, da ena novost, ki se mi zdi, da tudi Kaja na nek način jo naslavlja, je pa vseeno ta vojna proti strokovnosti. Ne? Ampak niti ne vojna proti strokovnosti, jaz mislim, da je to mimogrede pač neka stvar, ki ni specifična ne za to vlado, ne za kulturo, za polikulturo, ampak v bistvu za vse desne populistične vlade po celem svetu. Ne? Ta vojna proti strokovnosti ni to, da bi se poskušalo zanikati, da strokovnjake potrebujemo, skratka ne gre za to neko antiznanost ali pa kaj podobnega, ampak gre za to, da v bistvu se na novo vzpostavlja nevtralnega strokovnjaka kot nekaj,
kar v bistvu vsi, ki so bili nastavljeni ali kakorkoli imenovani pod drugo vlado, pač niso. Ne? Skratka, v bistvu desnica se vedno postavi pač na pozicijo, da zagovarja neutralnost, ne? Da zagovarja heterogenost in da zagovarja demokratičnost. Ne? Zaradi tega, ker pred tem Harajo, ne? In zdaj govorim tako, kot govorijo oni, pač ti levičarski revizionisti, ne? Ki so v bistvu izjemno diktatorsko nastav in kurirali in v bistvu izbirali in delili sredstva in karkoli pač so že v katerikoli funkciji počeli. Zdaj pa prihaja v bistvu ta uravnoteženost, ne, neutralnost, skratka, ne šele kako se bojo nastavili iz drugega pola, ne, političnosti, v bistvu strokovnjaki bomo zares dobili to pravo sliko. Ne. In v bistvu ves čas se mi zdi, če poslušamo oziroma beremo izjave večine teh novih direktorjev, ne vseh, ampak večine, ne, so bili govorili o tem, kako je v bistvu, in to je seveda zdaj moja interpretacija, da se razumemo, ne pač njihovih besed, ampak vseeno tako, oni veliko govorijo o tem, kako bodo popravili te zgodovinske krivice. Ne? Skratka, da bodo dali prostor in umetnikom, ki prej niso imeli prostora, ki so bili z takih ali pa drugačnih načinov, ali pa estetika, ki niso imeli prostora. Ne? Oni v bistvu veliko govorijo o tem, kako je treba razširiti v bistvu to, da bo umetnost bolj demokratična in tako naprej, ne? Da bomo imeli upogled v neke druge, nikoli imenovane sicer, ampak absolutno jasno veliko bolj konzervativne polja in umetnike. Ne? In se mi zdi, da ta revizionizem, to pa je nekaj, recimo, kar ni bilo lastno prejšnjim vladam, ne? Kjer v bistvu je šlo mogoče veliko bolj za nastavitev dejansko nekih kadrov, a ne? Kolikor je šlo pa za neko spremembo kulturne politike kot take. Ne? In jaz tudi mislim, da še ena novost, ki se zdaj dogaja, pa je, in o tem lahko zagotovo razpravljamo in veliko že bilo na polju kulturne politike razprav, a je smiselno, da se odločevalci, se pravi v tem primeru minister za kulturo oziroma vlada prek njega, odmaknejo a ne, in prepuščajo v bistvu odločitve strokovnjakom in strokovnim komisijam. To je bilo pač stvar, ki jo je uvedla ta Grilčeva, oziroma zares nekako zakonu v resnici v času mandata Uroša Grilca. In zdaj, ne glede na to, kaj si pač o tej strategiji mislimo, dejstvo je, da se je kulturna politika pač premikala v to. Na vseh nivojih v bistvu obstaja komisije, ki odločajo o deljenju sredstev in minister sicer ima neke te malenkosti v bistvu pač možnosti, da stvar potrdi ali pa zavrne, ampak nekako je vladalo prepričanje, da v bistvu bi bilo, če bi minister šel proti odločitvi komisij, ki jih je imenoval, ne, da bi bilo to v resnici škandal, ne, in je tudi bil, kadarkoli se je to zgodilo. In to je bil pač prevladujoč model v bistvu zadnjih 15 letih. Zdaj pa, in tudi že prej moramo reči, ne, ta model je v bistvu odgovarjal na to, da se je v preteklosti, da je imel pa minister za kulturo vedno oziroma ministrice veliko diskrecijsko pravico pri deljenju sredstev in odločanju o tem. Ne. Skratka, da kot odgovor na neko netransparentnost se vzpostavijo komisije in strokovnjaki, ne, kot model odločanja. Zdaj pa se dogaja pač spet ta nov obrat, kjer v bistvu minister oziroma odločevalec kot tak dobi pač to pravico in v bistvu poskuša komisije pa vsem oziroma pač te neke strokovnjake njihovo vlogo pač zreducirati, ne? Ker na koncu pač je on ta, ki nosi odgovornost in zato pač torej mora tudi biti seznanjen z dejstvi ali karkoli že to pomeni v njihovi interpretaciji. Tako da jaz mislim, da tukaj se dogaja en fundamentalen shift v bistvu v kulturni politiki, ki bo lahko imel zelo dolgoročne posledice in zagotovo vod stran od nekih vsaj približno transparentnih načinov odločanja, pri čemer seveda se moramo zavedati, da pač tudi odločanje pod prejšnjimi komisijami ni bilo vedno pri vseh komisijah dobro, transparentno in tako naprej. In zaradi tega, ker se mi zdi pomembno, da ko kritiziramo pač, kaj se trenutno dogaja, da se zavedamo, da tudi tisti sistem ni bil pač bulletproof, avtonomen, nepristranski, kvaliteten in strokoven. Ne. Ampak ne glede na to je pa zagotovo omogočal veliko več varovalk od tega, da odločevalci pač zelo grobo posegajo v bistvu v neka strokovna vprašanja, ki se v resnici ne tičejo, zato je, ker se po mojem mnenju njihova vloga v tem smislu znotraj kulturne politike veliko bolj to, da omogočajo, da pač kultura in umetnost čim bolj avtonomno obstajata, ne pa, da v bistvu kulturo instrumentalizirajo za potrebe pač svoje političnosti, kar pa je seveda lastno predvsem populističnim vladam, ki so edine, ki kultura zares zanima, ne? Ki jo v bistvu uporabljajo za to, da utrjujejo
svojo politiko pač izključevanja in tako naprej, zaradi tega, ker oni ne vlagajo manj v kulturo. Ne. Mislim, tudi zdaj začenjajo zelo vehementno predsedovanje Evropske unije oziroma Svetu Evropske unije pač za kulturo, ne. Ampak vprašanje seveda s kakšno in v kakšen namen. Ne. Praviloma, saj če pogledamo Poljsko, Madžarsko, Češko in še nekatere ostale države, ki so šle čez podobne procese, skozi katere gremo mi, lahko hitro vidimo, da v bistvu se ogromno denarja steka na novo polje kulture, ampak predvsem v tiste muzeje in v tiste recimo polja, ki nekako gradijo to idejo velikih nacij, v bistvu revizionistične linije zgodovine in tako naprej. Tudi mi imamo letos rekordni proračun za kulturo, ne? Ampak nekako, vedno smo nekako, tudi ko je bil Simoniti prvič minister, ne, se mi zdi, da je bila kultura na neki drugi poziciji. Zdaj pa se mi zdi, da je kultura na neki prvi fronti in se prav s sredstvi, Ministrstvo za kulturo je na prvi fronti in je tisto, ki nekako zelo zelo aktivno, ne, dejansko delajo. Ne. Mi to seveda občutimo tudi, prej so imeli Forum Ljubljana, ker je na Metelkovi 6, tudi Maska deluje na Metelkovi 6 in še kar nekaj drugih zelo pomembnih organizacij, nevladnih organizacij na področju kulture, ne, in tudi občutno zelo na lastni koži to proaktivnost tega ministra, ne, ki se je pač odločil, da mi moramo ven, ne, da bo tam prirodoslovni ali pa ne vem kakšen muzej. Ne, tako da. Čeprav smo se v preteklosti gotovo prepričali, da so bile tudi samo vklicano levo-sredinske vlade, predvsem populistične, brez kakih vsebinskih ukrepov in da so enako politično kadrovale, je bistvena razlika v sedanji zlorabi ustanoviteljskih pravic, ker za to glavno gre. Država Slovenija je ustanovitelj javnih zavodov na področju kulture nacionalnih in ta vlada, oziroma tudi še kakšna prej, vsakokratno se oblast obnaša, kot da je pod takem ustanovitelj enako kot lastnik, kar je ena ključna nerazumevanje oziroma posebnost slovenske zakonodaje v tem, da imamo zavode kot take, javne zavode, pa tudi zasebne zavode, ne, ki pač nimajo lastnikov, ampak imajo ustanovitelje. In dokler zasledujejo nek svoj primarni interes, za katerega so bili ustanovljeni, ne, ima ustanovitelj zelo omejene možnosti vpliva na. Ampak ključna sprememba, glede na prejšnje garniture, ne, pa lahko rečem, da sem jaz bil član delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi za časa ministrov Julijane Bizjak Mlakar, Toneta Peršaka, Dejana Prešička in Zorana Pozniča. Bistvena razlika je ta, da je aktualno ministrstvo za kulturo in aktualna garnitura tako posegla v kulturni model, da je morala spremeniti temeljne akte javnih zavodov, da bi lahko imenovala svoje kadre. Ne. Torej, v Moderni galeriji je bil spremenjen temeljni akt, ne, ki bi naj veljal kot nek tak fundament, ustanova vsake take resne inštitucije, katere poslanstvo in cilj obstoja bi presegalo, ne vem, dojemanje Slehernikovega eksistence, če bi hočemo. Ne. Potem takisto za strokovne komisije. Ne. Seveda so strokovne komisije že prej odločile in seveda minister je imel zadnjo besedo, oziroma kot je imel, ne vem, član komisije oziroma bivši uradnik za glasbo coming out na naši delovni skupini. Ne, komisija je najprej dobila, katere dve organizacije dobijo toliko in toliko, potem se je pa odločila o ostalem. Pred to vlado. Ne. To je dejstvo kulturno-političnega modela, kot ga imamo, ki je politiziran. Ne. Ampak, da pa so spremenili pravilnik o strokovnih komisijah, pa da so črnili še tisto malo členov, ki so bili not, ki so se navezovali na strokovnost, ne, to pa je še dodatna zloraba, zato je to ta bistvena razlika. Ne. Bistvena razlika je v zlorabi ustanoviteljskih pravic na področju kulture v javnih zavodih in bistvena razlika je ta, da ta oblast kulturo razume kot še en od ideoloških aparatov, tako kot tudi sicer medije in vse. Ne. Pa še mogoče se vrnem na proslave. Ne bi se strinjal, da se nismo pogovarjali o proslavah. Če se prav spominjam, ne, je tako vrsto let bilo, kako
Bom pa tokrat govoril Vinko Modern Dorfer, o Prešernovem proslavi in kaj in komu na dušo bo položil tokrat. Ne. In tako vsakič znova se mi je smil, že preden je stopil na ta oder, čeprav je gotovo en od boljših ljudi za to delo, ki ga je takrat upravljal in tudi respekt, da je na končni fazi odstopil, da se mu to več ni dalo početi vsako leto. Tako da ne bi se čist strinjal. Bi se pa strinjal, da je prej bilo kvečemo nivo razprave o tem, ne vem, kdo je režiser, kdo so nastopajoči. Ne. Nikoli pa ni bil nivo razprave o, ne vem, vsebini, o pomenih, o diletantski izvedbi, če že hočem. Ne vem, mislim, razen takrat, kadar sta bili dve proslavi, pa je pač bila novica, da je bila antiproslava, pa nekaj tako, kar je večinoma delal SDS. Ne se pa drugače strinjam glede teh kulturnih proslav kulturnem dnevu. Te so v bistvu najbolj intrigantne, po mojem, zaradi tega, ker jih imajo v bistvu pač najbolj pod organizacijskim nadzorom, ne jih ima ta Prešernov sklad, kar pomeni, da so edina proslava v bistvu, ki je ne pripravlja neposredno pač neka politična... Ja, je spet isto, ne. Odvisno je, v katerem mandatu je Prešernov sklad imenovan, koliko časa ima mandat, ne. Zgodi se, da pač mandat Prešernovega sklada presega mandat vlade in da potem naslednja vlada je soočena z Prešernovim skladom, ki ni po njihovi politični volji imenovan, in bolj imamo te... Približno taka situacija, čeprav ne čisto, bilo pač zadnjima dvema Prešernovima proslavama, ko so pač tisti, ki so pripravljali pred zadnje že vedeli, da bo Janša, ne. Mislim, pač ta zdaj ne je bila pa tudi eksplicitno precej drugačna od tistih, ki jih je UKOM pripravil, ne, po svoji formi in po svoji vsebini, ker je šlo za to demantno konico, gor levo desno, ne. Mislim, tisto, kar se je meni tukaj zdelo predvsem je, da je pač ta Prešernova proslava ena polemika znotraj državnih proslav sama zase, ne, ker se pač pogovarja v bistvu sama s sabo na kulturnem polju. Se pravi, tudi kadar so pač desni organizatorji po politični, mislim, odgovarjajo v bistvu svojim predhodnikom, kulturnikom, in tudi pač te dve sta bili zelo tako polemična argumenta. Ne, pač leta 2020 smo imeli pač nadaljevanje Medrendorferjeve linije, ki je izpadlo precej obupano in precej samonadešalno in precej že ozaveščeno, da pač ta forma se je izpela z njegovimi govori. In tokrat letos je bil pač tukaj samo brezsramni odgovor, da ne, pač sploh ne gre za to sploh ni vprašanje, pač pravo vprašanje so pač v tistemu nebovzetju zadaj, ne, ko se pač dvignemo gor v desno. Kako bi tem rekel, ne. Ja. Mogoče malo izven teme. Ja, govorili smo o kadrovanjih v javnih zavodih. Mogoče moramo še omeniti v bistvu pozicijo nevladnih pač producentov zavodov. Tomaž, ti si prej omenil, pač, da v razpadu kulturnega modela, tega modela ni več. V članku pomenjaš tudi, kako je pač alternativna kultura se institucionalizirala, pač tekom 90-ih in tako naprej, in da je povsem odvisna od tega kulturnega modela. Torej, kaj si lahko zdaj obetamo ob razpadu kulturnega modela, v prihajajočih pač programskih razpisih in tako naprej? Ne, pač ključen paradoks je ta, da je kulturni model ta, ki je omogočil neko institucionalizacijo, celo narekoval je, ne? Da govorimo o poklicnih NVO-jih na področju kulture. Ne? Hkrati, ne, pa v nekem širšem zavedanju družbe, ne, še zmeri o kulturi in društvih oziroma NVO-jih govorimo kot izrazito ljubiteljski dejavnosti. Ne? In ključen pač koncept oziroma problem kulturnega modela je, da nikoli ni dovolj naredil na tem, da bi bilo delo v nevladnih organizacijah na področju kulture in kreativnih industrij enako prepoznano in vrednoteno, kot je v javnem sektorju. In ključno vsi poskusi, ki se nanašajo na spremembe kulturnega modela, se nanašajo predvsem na odnos med javnim sfero in tako imenovano zasebno nevladnost, neodvisnost, kakokoli že rečemo, ki jasno, da se ves čas skozi zgodovino spreminja in da ne bi verjetno
oziroma težko bi se do takšne mere razvila, če ne bi bila del neke te kontrakulture študentskih in mladinskih oblik organiziranja v prejšnjem sistemu in državi. Ampak danes je ta model po eni strani omogočil, da se je institucionalizirala, da imamo nevladne organizacije, ki so na programskem financiranju, ki so na raznoraznih pač financiranjih, okay. Ampak hkrati so pa s tem postale izključno odvisne od tega kulturnega modela. In ta kulturni model je ne samo s prihodom te oblasti, ampak že kar nekaj prejšnjih, že skozi izkazoval svoje šibkosti. In ključna šibkost je politizacija strokovnosti oziroma politizacija odločanja na področju kulturne politike kot tako. Kar ni neka novost, kar čemu smo bili priča že tudi v prejšnjih drugače politično orientiranih vladah, ampak zato jaz svoj tekst zaključim z poslanico oziroma z referenco na poslanico predsednika vlade Janeza Janše ob tokratnem kulturnem prazniku, ki sicer nekaj govori o tem, kak je to predsedovanje, bo zdaj silna priložnost za slovensko kulturo v Evropski uniji, pa tudi seveda za povezovanje slovenstva širom meja in po svetu, ampak hkrati pa vseeno nekje vmes pravilno ugotovi, da je epidemija COVID-19, tako kot na številnih drugih področjih, tudi na področju kulture, nekako nastavlja ogledalo samemu področju. Ne. In potem pač jaz nekako sklenem, ne, da to ogledalo je v bistvu razgalilo vse te šibkosti in pomanjkljivosti in tako pravzaprav slepe ulice enosmernosti obstoječega kulturnega modela, v katerem je neodvisna kultura, čeprav se v vseh strategijah, nimamo nacionalnega programa za kulturo, ampak ne vem, če gremo brati strategijo razvoja kulture MOL, vedno je neodvisna kultura, nevladni sektor, ampak zakaj pa se že 30 let vemo, da je to najšibkejši člen, oziroma najšibkejši del. In nič ni boljš, slabše. Ne? In zato se treba strinjati z Janezom Janšo, da je to ogledalo tu, ne? Ampak hkrati pa treba dodati, da je potrebno iskati neke izhodne strategije onstran tega kulturnega modela. In jaz sem domišljam, da sem pameten, da imam odgovore, ne? Na to, ne? Ampak skratka, zdi se mi pa vseeno, da so opcije samo dve, no? Ali da bo ta neodvisna kultura vse šibkejša in politično čedalje bolj odvisna od vsakokratne garniture na oblasti, ali pa da se bojo razvijale neke izhodne strategije oziroma neki novi modeli, ne? Ki mogoče so že poznani, tudi mogoče moramo mi na svojo majhnost in specifiko iznajti sami, ne vem, da pridemo vseeno v neko stanje, kjer se bojo stvari začela izboljševati, ne, pa slabše. Pa še sam to bi rekel, ne, mislim, da v tem našem trenutku zdaj na kulturno-političnem področju ni ključen problem več Janez Janša in Vasko Simoniti, ampak je ključen problem, kaj bo, ko bo ta vlada šla. In kaj bo, da ne bo spet četrtič Janez Janša in Vasko Simoniti, ne. Torej, kaj bo, ne, da ne bo zdaj naslednji vladi, v bistvu vse isto, samo z malo lepšimi prijemi, ne. Hkrati pa bo, ne vem, pač politični kader naprej imenovan na glavna mesta javnih inštitucij v kulturi, strokovna komisija bo še naprej odločila politično, da se bo vedelo, kateri politično prevrženi projekti naprej dobijo denar, brez da se jih presoja glede na kvaliteto njihovih prijav ali njihovega dela. Teda, kar se mene tiče in s tem zaključim, pač to je zdaj trenutno ključno vprašanje. Ne, ni več ključno vprašanje. Kar se mene tiče politika, ki jo vodi Janez Janša in Vasko Simoniti, je politika, ki je obsojena na neko smetišče zgodovine in s tem se ni preveč vredno ukvarjati. Žal smo v opoziciji samo tem, da moramo pač počakati, da mine. Moramo zdržati. Ampak ključno vprašanje pa je, kaj bo potem. Ker če potem dobimo še enega istega ministra SD, ki bo za kulturo in ki bo pač vse šlo business as usual, ne, no potem smo pač uliti. In potem to je. Mislim, da nas je zato tudi Rok toliko zelo prizadev, ne, ker je nekako to pokazal, ne. Da je to tista alternativa.
ki nam je na voljo. Še ni samo rok, ne? Ja. Zdaj smo bili en teden na Metelkovi, tam neki barvar, grafit, malo, whatever, na zid. Metelkova je za vsaj četrtino, če ne pa tretjino manjša. Kar je hostel celica od Ljubljanskega grada, vse, kar je od hosta celica, vse ono parkirišče, igrišče, ne, to več ni Metelkova. To je mol, to je v razvojnem načrtu. To še ni res, to se je zdaj spremenilo. Ja, v razvojnem načrtu mi pravi Nataša Serec, da je SNZ. Trenutno je v javni razpravi, da se bo spremenilo. Načrt, že spremenil, za Šiško je bila zdaj razprava. Ne? Absolutno, mislim, hočem sam reči, da je to še odprti boj. To je že pase, pa ne to je pase, kakšen boj, porušuje avtošolo, tam je že vse zrušeno. Metelkova je že tretjino manjša. Znači, razumeš, če greš še šestka, bo pol manjša še, pol še unga tam ne bo. Pol bo meja ki, pri prehodu. To je njegov cilj, ne? Janković je pač buldežer, on ruši, on izkorišča situacijo. On je izkoristil situacijo tretje vlade Janeza Janša in dela s policijo. In ne se zdaj še tako velikega levičara dela in finega, ne? Mislim, gotov je, čas je, da se tudi zamenja faktorna mestna oblast. In čas je tudi, da se kultura neha pač pretvarja to vse in ok, kradi, ful investira, pa malo boš tukaj zame, pa tam, ampak se za kulturo pa daje. Kako daje, pizda? V javnih zavodih na področju kulture v Ljubljani so najdražji drinki na vseh šankih. Nih doben direktor javnega zavoda ne določi svojega šankista ali pa računovodje. Vse pride befel z mestne občine. Da se ne bi delali, da je pa to zdaj, ne vem, super model, pet je v državi. V glavnem mestu je pa vse v redu. Pač ja, izzivo je veliko. Ja, mi smo se hoteli dotakniti tudi medijev, ne, malo v tej številki, ker se mi zdi to pač pa druga zelo pomembna fronta, ne, kjer se trenutno pač bojujejo bitke, ne, se pravi z podnehanje financiranja STA, tem, kar se dogaja z manjšimi radiji, pa z RŠ-em in tako naprej, z nekimi nišnjimi radiji posebnega pomena, ne, da lahko se to kar na ta način čez noč zbriše, se mi zdi, da si nekako nismo predstavljali, da je to tako enostavno, kakor si rekla verjetno Tjaša, to je vse nekako znotraj nekih legalnih mehanizmov zelo enostavno, če je ta volja, ne, v tem smislu. Gotovo. Mislim, prej zakaj sem za sekundo, če se lahko vrnem nazaj, pa bom potem šla tako, zakaj se mi zdi pomembno reči, da boj še traja je, da ko so stvari napovedane, mislim, da je zelo pomembno, da jih, ne glede na vse težke izkušnje, ki jih imamo, pač izgubljene teritorija, se mi zdi, da je pomembno, da pač poskušamo ne vnaprej vreči puške v koruzo, ne glede na to, da stvar zgleda strašljiva in jaz se strinjam, da je to zelo strašljivo. Mislim, zaradi tega sem želela v bistvu to reči, da je trenutno stvar v javni razpravi in je pomembno, da se zavedamo, da so take stvari pomembne in da jih je pomembno o njih javno govoriti in v bistvu ne tudi nasprotovati, ker drugače se potem zgodi absolutno to, da pač se ta prostor avtonomije pač drastično zmanjšuje, ker se že tako zmanjšuje. Ja, sem to želela pojasniti. Kar se tiče pa v bistvu teh medijev in tega, mislim, to je najbolj strašljiv del, ne, zaradi tega, ker mi imamo pač v bistvu sistem kulturne politike, kjer verjamemo, da smo vsi prijatelji in da si ne bo nihče upal iti tako daleč, ne. In to je v bistvu pač bottom line tega. Mislim, tudi ti akti ustanoviteljski, ne, ki so bili spremenjeni, ministrstvo ima dejansko legalno pravico, ne, nima legitimne, ima pa zagotovo legalno, ne. In to je v bistvu težava, ker se nikoli ni želela pač na kakršenkoli način samo omejiti in zaradi tega se v bistvu potem lahko dogajajo, ker je to zreducirano na raven neke odločitve na papirju, da ti vzameš recimo pač čez noč sredstva kot neki instituciji, kot je Radio Študent in pozabiš v bistvu, oziroma načrtno znegiraš v spomen vse ljudi, ki ta program ustvarjajo, vse ljudi, ki ta program spremljajo, uporabljajo se od njega v smislu nekih informacijskih potreb, pač odvisni in tako naprej. In tukaj je pač ta strašljivost tega, da v bistvu smo v kulturi vstopili v obdobje te vlade
izjemno ranljivi in to je pač posledica enega zelo slabega v bistvu sistema kulturne politike, ki ga pač imamo že desetletja pač in tako kot smo že večkrat omenjali, v bistvu na vseh nivojih in javnih inštitucij, in nevladnikov, in samozaposlenih v kulturi, dediščine, medijev in vseh ostalih, v bistvu pač pušča na vseh koncih že desetletja. Ne. Tako da jaz mislim, da kot rečeno, pač te politične vlade imajo zelo velik interes v kulturi in seveda tudi v medijih, zaradi tega, ker se mi zdi, da se tudi oni v resnici pač ubadajo za tem, kaj prihaja po in v bistvu zelo sistematično tudi gradijo neke pozicije oziroma zauzemajo neke ključne pozicije v družbi, ki potem lahko omogočajo v resnici tudi neko perpetuirano gradnjo v bistvu svoje politične moči. Ker če je v preteklosti v bistvu veljalo, ne, da se je tudi na polju kulture, recimo v času prvega Simonitivega mandata, na pol v bistvu ignoriralo na nek način oziroma toleriralo za neko ignoranco določene bolj subverzivne oblike pač kulturne politike ali pa medijskih prostorov ali pa tako naprej, pri čemer seveda niti približno ne trdim, da niso bile pod napadom, ker so bile. Je zdaj pač ta napad v resnici zelo jasen in mislim, da je del neke širše strategije. In ta širša strategija pa po mojem povezana s tem, da se je pač globalno gledano pač vsa populistična desnica premaknila na en drug političen teritorij. Mi, in kar rečem, mi mislim ta neka recimo širša, levo-liberalna, kakorkoli hočemo civilno družbeno imenovati javnost, v bistvu še zmeri uporablja metodologijo, znotraj katerega veljajo koncepti javno mnenje, ogorčenje, antikorupcija, razkrivanje v bistvu pač vseh teh hudobi in tako naprej in prepričanje, da to prek javnega mnenja lahko dejansko vpliva na rezultate volitev. Ampak jaz mislim, da pač ta desni populizem trumpovskega tipa je pa pač pokazal, da v bistvu so se tovrstne populistične vlade odpovedale temu potencialnemu volivcu na sredini in se premaknile v bistvu v to, da kurijo samo še svojo bazo. In ravno zaradi tega se mi zdi, da je kultura in mediji pač so toliko jasna tarča tokratne vlade. Zaradi tega, ker v bistvu, ker boj z njimi oziroma z nami dejansko perpetuira oziroma ohranja in širi to najbolj hardcore bazo, ker je pač prikladna sovražna kultura. In bojim se, da pač vsi naši mehanizmi soočanja so še vedno v nekem drugem političnem teritoriju, medtem ko se je v bistvu pač politični boj pa premaknil nekam drugam. In jaz ne pravim, da moramo slediti tja, ampak mislim, da se je pomembno tega shifta zavedati, zaradi tega, ker drugače v bistvu pač operiramo z nekimi metodološkimi orodji, ki enostavno ne odgovarjajo več politični realnosti in so zato tudi neučinkoviti. Ja, mogoče je to zanimivo vprašanje, se pravi, kaj se je zgodilo s tem z javno sfero, splošno. Mislim, da Rok Wever v tej cifri zelo lepo obdela to, kaj se je zgodilo z javno sfero in v bistvu vede tudi koncept javnega časa, ne samo javnega prostora, ampak tudi javnega časa, ki je tudi nekaj, kar se s tem trenutnim revizionizmom totalno briše in smo zvedeni na nek trenutek zdaja in se cela bitka poteka tudi. Zato je tako pomembno, da imamo recimo take članke, ker se pač zgodovinsko ukvarjajo z nekaterimi fenomeni, da se pač pokaže jasno neka cela genealogija, kako smo do te točke prišli in da potem lahko tudi vidno, kam lahko se da iti naprej. Ker če se pač ukvarjamo samo res s to najbolj aktualno politiko, smo pristali na nek njihov teren, na njihov nivo. Tako da v tem smislu se mi zdi tudi ta koncept javnega časa zelo uporaben. Ne vem, hotela sem pa mogoče kar tle nadaljevati, ker se mi zdi super, tle smo v slepi ulici, ampak mogoče pa, ne vem, kam pa naprej, kako pa naprej, kaj pa pride po tej vladi, kako pa bomo, kakve metode, kakve strategije bomo ubrali pač nekega boja, če je zelo očitno, da te, ki se jih poslužujemo, ne vodijo nikamor, lahko, kot se rekel, samo čakamo
da se to izteče. A pa lahko čakamo eno leto, RŠ lahko čaka eno leto. 1.9, kaj 5. Mogo bo še eno leto, če bo ta ista komisija imela še en razpis. Po mojem, najbolj realno bo tako kot je zdaj načelo, vsaj v nekih legitimacijah je zdajšnja pozicija, neko saniramo to, kar se je 30 let dogajalo na področju kulture, ki je privedlo do neke levo-liberalne hegemonije ali kakoli. Bo po mojem naslednja, skratka, če bo politično nasprotna opcija, bo pač šla v neko sanacijo. Zelo verjetno bo recimo nov pravilnik o strokovnih komisijah, da se bo lahko zamenjalo nove komisije, pač direktorjev javnih zavodov se verjetno pač ne bo dalo, pa ne vem, karkoli se še bo dalo, se bo verjetno. Mislim, pravilnik ne radi, da je še enkrat spremeniti, se jih pravi, že mogoče zameniti komisije. Res. S to spremembo je to lažje. Samo v vsakem primeru pa pač bo to trajalo nekaj časa, ne pač, mislim, da pride do zavolitve, da je koalicija, da je minister in tako naprej, ne, tako da pač, kot je rekel Tomaž, še eno leto teh komisij in posledično 2 leti. Ja, pa še lahko se ponovi zgodba od zakona o RTV, kjer pač nobena leva sredinska, kakorkoli že samooklicna vlada, da zdaj ni posegla v zakon o RTV. Bili so poskusi, enkrat je padlo na referendumu, ampak dejstvo je, tudi če so bile te vlade trdnih večin, ne, dobena ni, če so se zakona o RTV vrtle na koncu svojih mandatov praviloma neuspešno. Zakaj? Zato, ker bilo kateri politični koaliciji na oblasti odgovarja, da je zakon o RTV takšen, kot je. Ker takšen zakon omogoča političen vpliv. In isto se jaz bojim, da bo ostalo tudi pri pravilniku strokovnih komisij ali pri temeljnih aktih posameznih javnih zavodov na področju kulture, ki so bili zamenjeni. Ker ko enkrat nekdo spremeni nekaj, da omogoča politični vpliv, ne, ja, potem pizda razsvetljeni demokrati, da pridejo, da nazaj vrnejo neko strokovnost, neko mesto, kjer so redki. No. Na področju RTV zakona, dokazano od leta 2004 ni te spremembe. Ne. Pa vsi vemo, da je sprememba potrebna, pa vsi vemo, da to, da vladajoča koalicija ima skoraj 2/3 večino v obeh svetih RTV-a, pač, da jim to nima smisla, ampak ne, tako je. Ker to ustreza tudi unim, ko se polastijo oblasti, pa hoče prvo najprej porihtati televizijo, pa pošli, da spreminjati zakon o RTV. In to ne rade. Da tukaj se jaz bojim, da to ni tako zelo samoumevno. Ne. To, da se bo dogajale kadrovske menjave itd., pa da bo Janša še tik pred zdajci zaposlil en kup enih svojih kadrov, zato da bojo pač vsaj na odpravninah in podobno. To je že vse videno. To počnejo tako leve kot desne vlade do zdaj. To ni nič tasno. To si celo jemljajo to svojo politično pravico, za katero pa pizda nikoli niso kaznovani na volitvah. Ne. In zato, dokler bo to tako, pač bo to tako. Ne. Dokler ne bo nekdo kaznovan na volitvah za to, da fure takšen kulturni model. Pač, ne znam si predstavljati, da bi se to dal drugače reči. Mogoče kdo iz publike ga vpraša? Te vprašam. Najmanj hejtati, ampak tako ena dobra stvar, ki se zdaj... Ena dobra stvar, ki se po meni zdaj z desnico zgodila, je to, da pač zdi se mi, kada dejansko verjamem v kulturo, pa intelektualce, no, pač toliko hejtajo, a kaj kultura, pač podebičarsko kulturo in toliko verjamejo to, da pač folk je dolgo nek life, mislim, no, pač neki protesti imajo, nekako živijo to kulturo in intelektualci spet verjamejo, evo, zdaj imamo poslanstvo, ker imamo bad guy in zdaj pač lahko ful povemo, nekako, ne, zdaj smo spet koristni, pa tudi državna proslava, spet je pač neka simbolna vrednost na tem, ne, tako krepo. Mislim, nisem videl, in komedar je bolj, kako govoril prišljeno, ne. Mislim, ker hočem reči, kaj pol, kako to obrniti na levico, a levica več ne verjame v kulturo, ne, mislim, recimo, če je neka levičarska vlada ali pa ekstremna sredina, kako praviš, ne, a ni glih tam nek problem pragmatizma, ki se pač kultura čisto razgubi, ali pa neko karkoli ni pač neko podjetništvo v neki zasebni sferi. Ne? Mislim, kot da je levica zgubila neko verjetje v kulturo, kaj bi sploh narediti s tem. Da pač ni več nekega pravega connectiona, kaj bi bilo neko poslanstvo kulture ali pa nekih intelektualnih stvari, kakor že,
v neki pač ne levičarski konstelaciji. Pač desnica zna to skoristiti za neko nacionalistično pač pričo, kako že temu kar levica. In recimo, če se vrnemo neki pred ali pa neki post-janševski vladi, kaj bo levica ali pa pač sredina lahko naredila iz tega, če sploh verjame, to je še kaj, ne? Zanima je to komentar, vprašanje. Jaz bi bila nekaj. Jaz sem zelo govoril. Ma ne vem, moj občutek je, da imaš, jaz bi se strinjal, pač, ker se mi zdi, da v bistvu na te poteze Simonitijeve, no, specifično pri tem, da on pač to očitno se sklicuje na neko zelo tradicionalno dojemanje kulture dostkrat, pač ali pa njegovi predstavniki oziroma predstavniki njegove politične opcije, da se sklicujejo na neko zelo esencialistično dojemanje pomena kulture ali pa neki. Ne. Se mi zdi, da odgovor na to je bil vedno relativno pragmatičen. Ne. Se pravi, da je bil odgovor vedno v smislu, samo v smislu, kar je seveda tudi pomembno, ampak samo v smislu, da pač, če narediš to potezo, bo to strukturno bad, pač mogel bi delati tako pa tako drugačno strukturo, nekaj takega. Ni pa bilo zares nekega odziva na vsebino njegovih izvajanj. Ne? Se pravi, tudi ko se zagovarja strokovnost, pač napram njegovim potezam, se to počne zaradi tega, da kultura bolje deluje. Ne razpravlja se pa o tem, zakaj se pač njemu ta strokovnost zdi nestrokovna ali pa nekaj. Se pravi, ni v bistvu vsebinske izmenjave med tema dvema poloma, kar pač on itak ne vzpodbuja lih, no, ampak po drugi strani mu pa pač itak ne znamo vrniti zares te vsebinske razprave lih v tem smislu, ne? Da pač kultura je sistem, ki mora delovati čim boljš za vse, ki so vanj vpleteni, kar je vse res, ampak zakaj pa ta stroj deluje, je pa pač tako malo. Jaz mislim, da to tvoje vprašanje po moje odpira eno ful pomembno temo, ampak za odgovor na to se mi zdi, da moramo stopati iz polja kulture. Oziroma kultura umestiti v neke širše procese, zaradi tega, ker to ponavadi imamo to težavo, da ful gledamo znotraj babla in potem v bistvu odkrivamo neko specifičnost te kulture, ki mogoče pa ni tako zelo specifična. Jaz mislim, da se globalno gledano v zadnjih 3 desetletjih, oziroma v zadnjih 5, recimo 30 letih, še posebej specifično po mojem v zadnjih 15 letih oziroma 10 letih se dogaja v bistvu nek zgodovinski kolaps oziroma kolaps zgodovinskega dogovora med delavskim razredom, ki je rezultiral v formiranju socialne države. In znotraj socialne države seveda je bilo zelo jasno, da določena področja, kot so zdravstvo, šolstvo oziroma izobraževanje in pa seveda tudi kultura, ne smejo biti podvrženi mehanizmom prostega trga, ravno zaradi tega, ker pač obstaja neko družbeno strinjanje o tem, da v resnici pač so določeni spektri družbe toliko pomembni, da jih dejansko hranimo izven teh mehanizmov in zaradi tega tudi financiramo prek davkov in javnega financiranja in tako naprej. In edinkrat, ko se je v bistvu strani recimo temu levo-sredinskih vlad pokazal interes za kulturo, se mi zdi, da je bil interes napačen, zaradi tega, ker so v bistvu znotraj procesov gentrifikacije in turistifikacije ugotovili, da kultura in predvsem znotraj koncepta kreativnih industrij lahko prinaša v bistvu dobiček. Skratka, šlo je za neko neoliberalistično intervencijo v začetku recimo 2000-ih, kjer v bistvu so v velikih evropskih državah ogromno začeli vlagati v kulturo, pa ne samo evropskih, tudi v Aziji, pa čisto zares povsod po svetu, iz te perspektive. Ne? Skratka, kaj lahko v bistvu kultura znotraj pač nekega zelo tržno usmerjenega sistema ponudi. In kakšne multiplikatorje lahko ustvari znotraj kapitalistične ureditve. Zelo malo je pa interesa za kulturo v tem smislu, ki sem prej razlagala, skratka v smislu, da bi se s kulturo ukvarjalo zato, ker je pač to del družbenega konsenza, da pač ostane izven prijemov pač tržnih mehanizmov. In jaz recimo pogrešam to vrstno linijo pač katerihkoli že levo-sredinskih odločevalcev, ki bi kulturo na tak način vzpostavila. Zaradi tega, ker vse, kar se v resnici ponuja,
je ta neoliberalistična, to je najbolj, kar dobimo v bistvu, ne? In to je pač slabo, po mojem mnenju. Kaj pa pač ima desnica, smo pa itak rekli, že kakšen interes imajo oni s kulturo. Jaz se tudi tukaj strinjam, ampak v članku se fokusiram na neko komercializacijo, banalizacijo študentskega organiziranja v smislu odrekanja ali pa izgube vodenja lastnih kulturnih politik. Ne. Podobna neka družbena transformacija se je zgodila tudi na levici. Ne. Mislim, da smatraš, govoriš o levici, cel politični pol vseh strank, ki se vsaj približno tam uvrščajo. Ne. Tudi na levici se je zgodila neka ta pop-kulturalizacija, če že hočeš. Ne vem, ZSMS, LDS, stranka, ki je nastala direkt iz ZSMS, ne, je v nekih svojih začetkih, ne vem, podpirala Lajbahe, Nove slovenši kunst, kaj se je, celo to neko zlate 80. Kulturni establishment scen. Kako se je ta kulturni establishment nekako tudi sam komercializiral oziroma populariziral. Ne. Tako je tudi cela ta politična levica, ne, ostala brez nekega smisla oziroma posluha ali pa razumevanja sploh za neko alternativno, neodvisno, kakokoli že rečemo, kontrakulturo. In mislim, da je tudi cela neodvisna kultura ni izgubila svojega zaveznika samo v študentskih in mladinskih oblikah organiziranja nasploh, ampak tudi na samem polju, na političnem polju tistega, kar se uvršča v levici. Še kakšne zaključne misli? Tem je veliko, lahko bi nadaljevala, ampak jaz priporočam, da si vzamete v roke to masko, ker se mi zdi, da res dober, da smo pač res nekako naredili lep presek, izbrali prave avtorje, ki nam pokažejo točno to, gre za neke kontinuitete, ampak gre tudi za neke res referenco, specifiko tega, kar se zdaj dogaja. Imamo pač lep tudi nek prikaz genealogij, nismo samo v tem momentu, tako da to se mi zdi, da tudi ta maska zelo dobro pokaže. Sploh pa se mi zdi the best, da je ta maska še vedno nekako ohranja svojo dvojezičnost in bomo lahko jo v fizični obliki, kar je tudi redkost za take medije danes, lahko izročili tudi komu, ki še ne ve vsega tega, s čimer se mi moramo vsak dan srečevati, nažalost, zadnje leto posebej. Tako da se mi zdi, da je to že velik dosežek, da smo nekako še zmer fizično tukaj, da smo dvojezični in glede na trenutno konstelacijo upam, da se to ne bo še tako malo končalo. Tako da ful hvala vsem avtorjem, da ste prišli tudi vsem ostalim, da so prispevali vsem prevajalcem, prevajalkam, ki so prispevali tudi vse prevode za to številko. Hvala obiskovalcem. Hvala za vabil. Hvala.